Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvo marčevsko oddajo. Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat bomo pogledali, kaj prinaša tretji mesec, kaj pomeni število 3. A bomo kaj bolj barviti, sončni, razigrani? Jaz upam, da bomo. In seveda bomo naredili potem tudi pregled tekočega tedna, kakšne izzive prinaša, kakšne nagrade in kaj vam osebno prinaša. Pričnimo pa seveda z marcem. Pomlad trka na vrata, ptički čivkamo, čivkajo. Ste razigrani, ste odprti, ste navihani. Si dovolite delati napake? Tako kot zdajle jaz. Ko sem se zmotila, sem se nasmejala in nisem iz tega naredila drame. Včasih v življenju s kakšne drobne napakice nenamerno naredimo dramo. To bo en tak velik izziv meseca marca v letošnjem letu, kajti energija je zelo nihajoča, danes tako, jutri drugače. Ma kaj danes? Iz ene ure v drugo je včasih drugače. Kar pogledajte naše ukrepe, kako zelo se spreminjajo. Kako pa se mi na to odzivamo, pa bo rdeča nit marca. Marec kot tretji mesec prinaša močne vplive domišljije. To pomeni, da bomo mogoče stvari malo bolj intenzivno si razlagali, mogoče bomo kakšno popolnoma nedolžno opazko doživeli kot napad na nas in velika verjetnost je, da bomo do sebe prestrogi, če bomo imeli občutek, da smo otroči, da smo šibki, da smo kakorkoli nezreli. Seveda bo tudi okolica z veseljem postregla s kakšnim takšnim občutkom, če le mi s tem resoniramo. Za nami je 8. teden, v katerem smo govorili, kako zelo pomembno je, da smo mi mojster sebe, kako zelo pomemben je naš lastni odziv. O tem smo govorili v prejšnji oddaji. Če ste jo mogoče zamudili, si jo lahko pogledate tudi na YouTubu in prisluhnite številu 8. Zdaj smo v 9. tednu, pričenjamo tretji mesec. Kaj je vaša resnica, ki jo vi sprejemate za sebe? Kako vi negujete svojega notranjega otroka? A ste do sebe nežni? Ste do sebe prijazna, popustljiva mamica, mogoče preveč popustljiva mamica, mogoče pa sebe razvajate, mogoče pa takoj najdete neki izgovor, zakaj vi ne morete, mogoče se takoj pokaže, kako so drugi zlobni do vas, pa vas ne podpirajo, pa vi nič ne morete narediti, to pač je tako. Mogoče ste pa do sebe prestrogi na način, da od sebe zahtevate preveč, prehitro. Mogoče ta domišljija, ki je tako zelo prisotna pri vseh nas, malo nagaja. Včasih zato, ker vemo, da je nekaj lahko veliko bolje, veliko bolj barvito. Pričakujemo, da bi to moglo biti takole, v trenutku. Včasih smo televizijo gledali v črno-beli tehniki, zdaj le pogledajte, koliko barv nas obdaja. Tudi življenje je včasih tako in prihajamo iz zime, ki je malo bolj v črno-beli tehniki, da tako rečem, ko je oblačno sivo nebo običajno nad nami. Prebujamo se v pomlad, ko se bo pokazal sonček, ko bo se okrepila tudi potreba po tem, da smo zunaj, da se družimo, se pravi, okrepila se bo potreba po svobodi. Predvsem maja, ampak zdaj marca se to že malo pozna. Kje v življenju pa vi sebi ne pustite biti svobodni? Kje v življenju ste pa vi nekako ujeti v svoje lastne pričakovanja, v svoje lastne zahteve? Tudi to bo rdeča nit marca. Torej, marc bo en tak zanimiv mesec, v katerem se bodo pojavile drugačne želje, drugačne potrebe, drugačen način razmišljanja, ko bomo mogoče tudi malo bolj sami barviti, sami bolj izrazni, bolj polni energije, bolj prebujeni. Po drugi strani bomo mogoče tudi malo otroči, razigrani. Jaz to spodbujam, da skačite po lužah, dajte se kepati, če bo slučajno še sneg. Bodite razigrani tako kot je otroček, dovolite si doživeti, dovolite si biti veseli, dovolite si biti odprti. Obenem pa upam, da ne boste do sebe prezahtevni, vse to, kar smo do zdaj omenili, upam, da ne bo preveč pritiskalo na vas. Kajti število 3 je fantastično število, nasplošno prinaša srečo. Torej, če ne veste, katero število vas podpira, če ne veste, katero število je za kaj dobro, si zapomnite samo trojko. Trojka nosi srečo, simbolizira izražanje, domišljijo, srečna naključja in presenečenja. Torej, če boste šli igrati loterijo, si zamislite trojko, preden boste plačali listek. Če si želite nečesa prav posebnega, sploh ko govorimo o otrocih, tudi trojka pomaga pri zanositvi. Tako kot kristal ima vsako število svojo vibracijo, o tem bomo še pripravili posebno oddajo. Za sedaj pa, ker stopamo v tretji mesec, trojka je tista, ki nam pomaga prepoznati naše otroške želje, kajti kot otrok smo verjeli, da je vse možno, vse, kar smo videli v filmih, v risankah, v knjigah prebrali, vse, kar nam je naša domišljija postregla, smo mi dojemali kot možno. In takšno tudi je. A vi mislite,
kje bi bili danes, oziroma kaj mislite, kje bi bili danes, če bi vsi izumitelji mislili, da to se pa ne da narediti. Če bi vsi, ki so karkoli izumili, čeprav je za to trajalo nekaj let, čeprav so velikokrat se ušteli v svojih izračunih, v svojih dosežkih, rekli, joj, to se pa ne da. Po mojem bi bili še v jamah. Po mojem ne bi imeli ne elektrike, ne računalnikov, ničesar ne bi imeli. Če si govorimo, to se pa ne da, imamo prav. Če si govorimo, to se pa da, to bom pa poskusil, to bom pa dosegal, imamo tudi prav. In v teoriji to vsi vemo, jaz verjamem, da vam zdaj čisto nič novega nisem povedala, upam pa, da vas bom spodbudila, da v marcu, ko se bo zgodilo, da imate občutek, nič ne morem narediti, nič ne morem spremeniti, vse je za brez veze, kaj ti bodo taki trenutki, ker tudi to je vpliv domišljije, včasih nam je res bedno. Čisto po domače povedano, včasih nam je res bedno. Torej, ko se bodo ti trenutki pojavili, je pomembno, da sami sebe ujamemo in svojo pozornost preusmerimo. Tako kot če imamo 3-letnega otroka ob sebi. Ko 3-letni otrok čmokne po tleh in vidimo, da si ni naredil nič, ni si polomil noge in tako naprej. Običajno, mogoče zajokca, mogoče se malo samemu sebi smili. In če smo pametni, v tistem trenutku preusmerimo njegovo pozornost in mu pokažemo ptička, muco, slikico, nekako ga pridružimo pogovoru in njegovo pozornost peljemo drugam. Kar pomeni, da mora biti njegov aktiven. Spravi, da mu bomo mogoče nekaj pokazali, ga bomo nekaj vprašali. Tudi sicer lahko to naredite sami s seboj. Se pravi, ujemite svoj kot bi ujeli 3 leta starega otroka in si rečete, aha, a vidiš tiste tamle, joj, kakšen dober film bom pogledal. Torej nekaj, kar je vam pozitivnega, predstavite v tistem trenutku, ko bi lahko domišljija šla v negativno smer. Trojka simbolizira domišljijo, ki seveda je lahko zelo pozitivna, lahko zelo verjame tudi v pravljice, lahko zelo verjame v nemogoče, lahko pa verjame tudi zelo v slabo, lahko verjame v negativno. In kadar gre, jaz temu rečem likvrc, in to tudi življenje je. Saj nismo vedno dobre volje, saj nismo vedno razigrani, nismo vedno veseli, ne verjamemo vedno, da bo srečen konec, takrat se je pomembno ujeti. To ne pomeni, da se boste ujeli in si pričarali srečen konec. To pomeni, da ne boste bolj tonili v negativno energijo. Pomembno je, da se ujamemo, preden začnemo toniti v temu, da še to je narobe, pa še to je narobe, pa še je narobe, pa v Afriki so lačni, pa tam je to, pa tle je bil potres. Veliko je negativnih novic, veliko je žalostnih novic okoli nas, veliko stvari propada, razpada, se spreminja. V močnem procesu smo, veliko bo te transformacije, seveda zahteva določene stvari, ki nam mogoče na prvo žogo ne bodo všeč. Marca je pomembno, da ko se to začne dogajati, da se ustavite in da vi prevzamete nadzor nad tem, kako se odzivate, kako razmišljate in kako vi vidite zdaj ta tunel, ne samo lučko na koncu tunela. Marca ne iskati lučke na koncu tunela. Marca iščite ta občutek, kako stopite ven iz tunela. Marca pejte v ta občutek, ko ste že zunaj in z radovednostjo opazujete, kam sem pa zdaj prišel. Se pravi, če smo zdaj v nekem tunelu, prihajamo ven iz zime, prihajamo ven iz februarja, ki je mogoče stvari malo kompliciral, ko so maske padale, ko smo se soočili s kakšnimi stvarmi, ki nam niso bile najbolj všeč. Zdaj smo tukaj tik ob koncu tunela. Kaj je to, kar vidite in kaj je to, kar si želite videti? Kajti trojka, energija števila 3, ima še eno čarobno sposobnost. Uresničuje želje. Zato me zanima na tale ponedeljek, kakšne so bile vaše otroške sanje, kakšne so bile vaše otroške želje in kaj od tega ste si, kaj od tega si še boste uresničili. Vedno znova ponavljam, upam, da vas s tem ne dolgočasim, ampak 10, 15, 20, 30, 80 let nazaj marsikaj ni bilo dosegljivo, kar je danes praktično vsakdanje. Morda pa tisti otroče, ki ste vi bili 10, 15, 20, 50, 80 let nazaj, potrebuje točno to, česar ste si takrat želeli. Včasih gre za preprosti bombonček, ki je mama rekla, ne smeš, ko bojo potem tvoji zobi piškavi. Včasih gre za kaj večjega. Marec v letošnjem letu nas bo spomnil, da so vse želje pomembne. Majhne, velike, dosegljive, težje dosegljive. Včasih ni tako zelo problem, da je nekaj nemogoče. Včasih je problem le v tem, da je težje dosegljivo, pa je potem občutek toliko boljši. A ni res, da če se za nekaj potrudimo, če se žrtvujemo, če v nekaj vlagamo, je čisto drugačen občutek, kot če nam nekaj pade v naročje.
Včasih nam nekaj pade v naročje, pa je pravzaprav rezultat nekega notranjega dela, notranje zrelosti, predelovanja nekih naših notranjih strahov in zavor, pa se tega niti ne zavedamo, pa na življenje samo preseneti, pa si mislimo, wow, koliko se je tole dobro zgodilo. Seveda, če smo iskreni, običajno to lažje in hitreje prepoznamo, ko se komu drugemu zgodi kaj dobrega, pa si mislimo, glej, kako srečo ima, jaz bi tudi, meni se pa nikoli ne zgodi kaj tako dobrega. Marca se vedno zgodi, tudi tisti mali Kalimero v nas, ki se mu vedno zgodi krivica, ki že malo smili samemu sebi, ki mogoče si prehitro in preveč jemlje k srcu. Trojka okrepi vse, česar se dotakne. In jaz upam, da bo letošnji marec okrepil tisto bistvo vas, o katerem smo govorili tudi že prejšnji teden, torej vas. Zato še enkrat, ko bo konec oddaje, vzemite papir, napišite 3 glavne želje, ki ste jih imeli kot otrok. Če ste si jih že uresničili, se vprašajte, ali vas je to v resnici osrečilo. Kar se tudi veliko kot v življenju zgodi, je to, da menimo, da nas bo nekaj osrečilo in ko to dosežemo, včasih ugotovimo, da mogoče nismo imeli prav. Velikokrat, ko gledamo hollywoodske filme in so ljudje tako srečno zaljubljeni in potem odjahajo v sončni zahod in vse je super, kajti vsi filmi so posneti večinoma tako, da se vse konča čarobno in srečno s poroko. Redko kater film se poglablja v to, da takrat se delo šele začne. Torej, kaj v vašem življenju je vam simboliziralo srečo in izpolnitev, pa ko ste prišli do tega, ste bili morda razočarani. To ne pomeni, da ste se zmotili, to ne pomeni, da ste vi naredili karkoli narobe, to pomeni, da enostavno nekaj, česar še nismo izkusili, ne poznamo in zato morda ocenjujemo drugače, kot je. Morda ste se vi osebnostno spremenili, pa vas je nekaj včasih osrečevalo, zdaj pa več ne. V življenju je zato pomembno, da si čim večkrat vzamemo neko inventuro, da tako rečemo, in da pogledamo, kaj je tisto, kar je za nas resnično pomembno in kaj nas osrečuje, kaj ti različne ljudi osrečujejo različne stvari. In tudi vi danes niste isti človek, kot ste 10-20 let nazaj bili. Torej v tem času se čim večkrat vprašajte, ali me to osrečuje, ali mi je to dobro. Poglejmo pitje kave. Načeloma smo ljudje bitja narave, se pravi, pijemo kavo z mlekom, ali pa smetano, ali pa sladkorjem, ali pa brez vsega, ali pa z ingverjem, ali pa s cimetom. Eni si stopijo žličko masla v kavi in na različne načine pijemo kavo, se strinjamo. Ampak običajno, ko zberemo en način, pri temu načinu ostanemo. Velikokrat potem več ne eksperimentiramo, ampak rečemo, jaz pijem kavo z mlekom, ali pa jaz pijem kavo s sojinim mlekom, ali pa jaz pijem črno kavo, ali pa jaz pijem vrelo kavo, ne maram mrzle kave. Kaj pa, če se je vas okus vmes spremenil? Kdaj ste nazadnje eksperimentirali s tistimi stvarmi, ki so stvar navade? In recimo pitje kave je takšno. Ko greste v restavracijo, kakšno juho naročite? A vedno naročite isto juho, zato ker veste, recimo, kaj pa vem, ponovadi rečemo, goveja župa bo ziher dobra. Ali pa gobova juha. Ali eksperimentirate? In kdaj in kje v življenju eksperimentirate s tistimi stvarmi, ki so avtomatizirane, ki so na avtopilotu? Letošnje leto, če bo kaj naredilo, nas bo prešejkalo, nas bo pretreslo, nas bo spodbujalo v tem, da smo drugačni, v tem, da poskušamo stvari drugače. Na to vas bom spomnila vsak teden. Do konca leta vam bo to že z ušesma gledalo. Torej, marca bodite v temu igrivi, bodite tako kot mačji mladiček, ki vtakne svoj smrček vse povsod. Seveda, kdaj dobi po smrčku, ampak se jih mi v življenju tudi. A ni bolje imeti izkušnjo, poskusiti, kot pa samo razmišljati, kako bi bilo fajn, če bi jo imeli. Torej, bodite zdajle marca tudi vi, radoveden mačji mladiček, ki miga z repom, ki pomiga z brki, ki se požene z vsakim metuljem, ki včasih mogoče pa še tudi kakšno čebelo, ki pade v lužo, ki zaspi, ko je utrujen, ki zamjavka, ko je žalosten. In si dovolite biti vi. To je največje darilo, ki ga vi lahko date sebi in to darilo si dajte podarjati vedno znova. Včasih tako naredimo kot spisek, naredimo kljukico. Ok, danes sem tole naredil, pojedel sem čokolado, brez slabe vesti. Top. Če boste jutri znova stari, zadrgnjeni, v strahu, v krču, ste bolj malo naredili, ste si pa podarili en lep dan. Torej, vsaka akcija, vsaka misel, vsaka reakcija,
Vsako vaše dejanje ima učinek in včasih ne gre tako hitro, kot bi si mi mislili ali želeli, ampak dajte vseeno vztrajati. Marca bo to mogoče malo težje, marca bomo vsi kot tale mačji mladiček, ki težko vztraja pri eni stvari, ampak ta energija, ko bomo mogoče malo lažje vztrajali, zagrizli v tisto, kar nam sicer ne všeč, prihaja aprila, tako da aprila bom veliko bolj resna v svoji napovedi, kot sem zdajle. Marca pa bodite iskrivi, bodite otročji, dovolite si skočiti v lužo, pocrkljajte kakšnega mačjega mladička in se spomnite na moje besede. Zdaj pa bomo pogledali, kaj nam prinaša 9. teden, torej verjamem, da zdaj že veste, da je čas za število življenjske poti. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, zdaj bomo dali tudi formulo na ekran. Torej toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da dobite eno samo številko, pomagajte si s prsti ali pa z mobitelom tisti, ki me spremljate prvič. To je vaše število življenjske poti. V tem tednu bo energija marca nas spodbujala, da smo čim bolj sami sebi zvesti, zato tisti, ki imate število življenjske poti 1, pred vami je čas, ko mislite na sebe, ampak na tistega majhnega ranjenega otročka v sebi. Na tiste dele sebe, na katere ste morda že pozabili. Tiste dele sebe, morda, ki vam niso najbolj všeč, ker jih morebiti dojemate kot šibkost. Kdaj ste nase jezni? Kaj sami sebi očitate? Točno to bo trkalo na vrata marca in točno to bo potrkalo na vrata ta teden. Pozdravite tiste svoje rane, za katere ste menili, da mogoče niso pomembne. Tiste rane, katere vas mogoče jezijo, katerih se morda sramujete. Kajti veste kaj? Niste robot. Nihče izmed nas ni. Bodite nežni do sebe, kot bi bili nežni do 3 leta starega otroka. Torej, včasih je treba preusmeriti pozornost, včasih je treba postaviti mejo, včasih je pa preprosto potrebo otročka v sebi objeti in si reči, naredil si najboljše, kot si lahko. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, pred vami je čas, ko bodite podobno nežni do sebe, ampak obenem zahtevni, se pravi, ne čakati na to, da vam bo padlo z neba, ne upati, da vam bo nekdo podaril vaše sanje, ampak v tem tednu najprej zaprite vsa tista vrata, vse tiste odnose, vse tiste navade, kamor odteka vaša energija. V prazno. Kje morda niste sprejeti, strani koga morda niste spoštovani. Prvi teden marca bo vam prinesel na nek način zaključek. Katera vrata rabite zapreti in ko jih boste zaprli, ne pol skozi skakalo gledati, pa odklepati pa gledati, ne. Vrata, ko zaklenemo, ko gremo od doma in se nam mudi na vlak, zaklenemo in gremo. Torej zaklenite, obrnite se v obratno smer in odidite. Torej greste stran. Tisti, ki imate število življenjske poti 3, marec bo za vas prav poseben mesec, pravi vaša domišljija bo delovala na polno. Bodite previdni, da vam ne nagaja. V tem prvem tednu predvsem morda naredite en pregled preteklosti. Naredite en pregled nazaj do leta 2013. Katere stvari ste mogoče dojemali bolj romantično, bolj lepo, bolj toplo, kot so se dejansko potem izkazale. Stvari, odnosi, navade, ljudje, tudi vi sami. Kje more biti, ste pa vseeno gledali z rožnatimi očalci, vsem se nam to kdaj zgodi. Zdaj je čas, da date ta rožnata očalca dol in preprosto pogledate, da stvari so bile drugačne. To je vse. Ne rabite biti žalostni, ne rabite biti razočarani, ne rabite biti prizadeti, samo rabite prepoznati dejansko stanje. V naslednjem tednu vas bo energija podpirala v novih začetkih, vas bo nekako potiskala v nove scene, v nove odnose, torej dajte v tem tednu pogledati vse za nazaj, kar vas ni osrečevalo, kar ni bilo tisto, kar je za vas sreča, zato da boste v naslednjem tednu bolj kvalitetno izbirali. Tisti, ki imate število življenjske poti 4, marec bo mesec, v katerem boste včasih, drage moje štirke, tudi prizadete, mogoče tudi malo slabe volje, mogoče boste tudi trmaste v določenih stvareh, znate včasih predolgo vztrajati. Zdaj ni čas za vztrajanje. Marec in maj bosta meseca, ki bosta pritiskala točno na to, koliko časa se boste nečesa oprijemali, koliko časa se boste nečesa držali. Torej, v tem času dovolite stvarim, da tečejo po svoje in opazujte, kako se vi ob tem počutite. Kaj iz preteklosti bi bilo dobrodošlo spustiti,
Katero prepričanje, katero občutek, da imate prav, katero občutek, da to se tako dela, katero občutek, da skozi se je tako delali, bi bilo dobrodošlo. Mogoče vsaj za marec pustiti. Dajmo se tako zmeniti. Dajte marca pustiti stvari, da so čim bolj odpičene. Takoj potem aprila obljubim, ko je 4, se boste znova počutili bolje, boste znova boljši v svoji koži in znova bodo stvari malo bolj rutinske. Ampak dajte marca dovoliti, da niso. Število življenjske poti 5. V marcu se boste počutili bolje, ker ti ta energija spontanosti, domišljije, igrivosti je seveda vam pisana na kožo. Pomembno pa je tudi za vas, da zaključite stvari, ampak nekje od leta 2017. Torej, kaj je tisto? Naloge, obveznosti, obljube, odnosi, načini razmišljanja, ki so morda malo zastareli in so se takrat pričeli ali pa so bili takrat zelo v ospredju. Se pravi, kakšen način odnosa? Morda ne bo ista oseba prišla, bo prišla pa podobna situacija. Torej, v tem tednu izbirate, kateri občutki, katere navade grejo z vami naprej. Seveda jih morate zaključiti. V 9. tednu bomo veliko zaključevali, to velja tudi za vas, kar pa ne pomeni, da boste preprosto rekli, to mi zdaj ni več všeč, zdaj pa jaz grem, bye. Ne. Razmislite, kaj je tisto, kar vas je pripeljalo v situacijo, zaradi česar vas nekam ni všeč. Torej, ustavite se, preden do tja pridete. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden in mesec, ko bo vaš notranji otrok glasnejši. Se pravi, če kakršenkoli občutek, da niste slišani, če kakršenkoli občutek ranljivosti, čustvenosti bo močnejši, naj vam okolica ne govori, da ste preveč čustveni, da ste preveč ranljivi. To je le njihovo mnenje. Tudi vi si ne govorite tega. Torej, v tem času, v marcu, bi se lahko malo bolj posvečali domu. Jaz si vas predstavljam, kako vam bo kar naenkrat prijalo več kuhati, mogoče kakšne polštrčke drugače postaviti. Pravi, vsa ta neka energija, vaša energija bo blestela doma. Za pretekle situacije, v katerih pa vi doma niste bili spoštovani, pa je zdaj čas, da jih pustite v preteklosti. Seveda imate pred seboj vedno v življenju lekcijo ljubezni do sebe, ko je včasih potrebno postaviti mejo. To bo letos marca in kasneje še enkrat junija. Torej, v tem tednu zaprite tista poglavja, ki ste jih že zdavnaj predelali, zdavnaj prežvečili, nehajte jih še enkrat brati. Preprosto zaprite. Mogoče več ničesar ni treba ozavestiti. Treba je samo pustiti. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem bo se po vsej verjetnosti srce razmišljalo eno in čutil drugo. Nalašč sem uporabila ravno obratnega glagola. Občutek bo, da ste malo postavljeni na glavo. Se pravi, ne boste razmišljali z umom, ampak boste čutili z umom, ne boste čutili s srcem, ampak boste razmišljali s srcem. Celoten marec bo za vas zanimiv mesec, v katerem se bodo odpirale drugačne poti, drugačne možnosti pred vami, pojavljali se bodo drugačni ljudje, predvsem pa vam bodo postavljali neka prepričanja na glavo. Zato bo morda občutek, da niste ta pravi. Zato bo morda občutek, da hecen občutek bo. Pojdite tja, kjer vas čaka radost. Pojdite tja, kjer vas čaka razigranost. Tale trojka je vsem nam vodilo, da življenje je tukaj in zdaj naše zato, da ga živimo, doživimo in da se ob temu veselimo. Torej, ali ste morda pozabili se v življenju veseliti? Letošnje leto vas čaka kar nekaj duhovnih premikov, torej dajte marca izkoristiti tole energijo trojkice, zato da ste bolj igrivi, bolj sproščeni in včasih mogoče tudi kaj pustite za jutri. Aj prav. In število življenjske poti 8. Zdaj je čas novih idej. Zdaj je čas idej, na katere ste že pozabili, priložnosti, ki ste jih nekako za seboj že pustili. Torej, v tem času se spomnite predvsem vi, sebe kot otroka. Trojka je v bistvu polovica osmice, če dobro pogledamo. Če bi vas pol dali stran, kaj bi ostalo? Katero polovico bi dali stran? Če ste vi, se pravi ta polovička otroček, ali bi dejali, da kot otrok ste bili bolj odločni? Ali kot otrok ste se pri blagajni metali po tleh, zato ker ste hoteli čokolado? In kdaj v življenju ste nehali biti tako zagnani v doseganju svojih ciljev? Torej, v tem tednu predvsem preglejte, na čem ste dvignili roke, ali si to da obuditi v življenje, in če se ne da, potem to resnično potisnite v preteklost. Ena taka inventurni popis želja in potreb je pred vami.
In še devetkice, število življenjske poti 9, pred vami je teden, ko bi se vam lahko odvrtelo celo življenje, pred očmi, celotno otroštvo, ko bi se lahko spomnili občutka krivice, ki se vam je godil, občutka nemoči kot otroka. Vsem se nam to kdaj dogaja, celotni marec bo tudi za vse nas takšen, da vas pa še posebej. Ko ste bili otrok, ste bili otrok. To pomeni, da niste imeli te pameti sedaj, da niste imeli teh izkušenj sedaj, te modrosti, te moči. Včasih rabimo z odraslimi očmi pogledati določene stvari iz preteklosti, iz otroštva, zato da sebi rečemo z danimi informacijami, z danimi sposobnostmi, v dani situaciji si ravnal najboljše, kot si lahko. Torej, za vas je to predvsem obdobje, ko boste sodelovali, komunicirali s svojo preteklostjo, zavedajte se, da je to preteklost, ne sedanjost. Torej, če je potrebno karkoli razčistiti s kom drugim, z neko drugo osebo, si dajte v tem času vzeti čas točno za to. Torej, to je bil pregled po številih življenjske poti, na splošno za vse nas pa pomeni. Marec bo čas obnavljanja našega notranjega otroka. Če smo kot otrok dobivali informacije iz okolice, da nismo dovolj pridni, da nismo dovolj to, da nismo dovolj drugo, se spomnite na to, kar sem rekla devetkam. Vprašajte se, če se vi s tem strinjate. Vprašajte se, če vi za tem stojite. Vprašajte se, če je bilo temu res tako. Torej, včasih so nam starši kaj rekli, kar danes ne velja. Včasih tudi mi kot starši kaj takega rečemo, kajti moramo se spustiti na nivo otroka. Naj bo zdaj tale marec čas za to, da prepišemo neke besede, prepišemo neka stališča. To ne pomeni, da bomo pljuvali po svojih starših, to preprosto pomeni, da bomo mi ustvarili mnenje o svojem otroštvu, ki ga seveda ne moremo ustvariti, ko smo otrok, ker še nimamo dovolj izkušenj, nimamo dovolj znanja in tudi nimamo neke perspektive in odmika. Saj veste, ko stojimo v hiši, je ne vidimo, včasih moramo iti za to ven. Torej, če bi stopili ven iz občutkov ranljivosti, ven iz največjih razočaranj, ki ste jih bili deležni v življenju, kako bi jih doživeli? Kako bi vi sami sebe potolažili, ko pogledate nazaj v življenju? Kaj vas je najbolj prizadelo? 9. teden namreč prinaša močno možnost zdravljenja preteklosti. Tega zdravljenja vam ne bo podaril nekdo drug, to zdravljenje ne bo prišlo s paketom po DHL-u, to zdravljenje ne bo prišlo drugod, to zdravljenje se odvija znotraj vas. Število 9 simbolizira vašo notranjost. Torej, ko se bo oddaja končala, vas pozivam, da si vzamete pol urce zase, da se usedete v svoj lastni mir in da si priznate, česa vas je strah v prihodnosti, kaj vas je tako zelo v preteklosti razočaralo, da mogoče bolje, da se nikoli več ne pojavi, ker to je pa res bolelo. Kaj je tisto, v kar so vas morda kot otroka prepričali, da ne zmorete, pa se je izkazalo, da temu ni res? Torej, pogovorite se s seboj, kot bi se pogovorili s tistim otročkom, ki ste nekoč bili. Povejte si, da ste določene strahove premagali, določene izzive premagali in tako, kot ste jih, boste tudi te izzive, ki so postavljeni pred vas sedaj. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, mogoče ne v roku enega leta, ampak jaz verjamem, da jih boste. Včasih pozabimo, da smo v vsaki situaciji lahko otrok, ker ne znamo, ker ne vemo, ker se učimo, ker spoznavamo nekaj novega. In ko govorimo o otročku, ki še ne zna, ga razumemo, da potrebuje svoj čas. Dajte ta čas podariti tudi sebi. In marca bo več kot dovolj priložnosti, kajti življenje bo pred nas postavljeno veliko možnosti, v katerih bomo lahko igrali žrtev ali pa igrali največjega heroja iz najbolj spektakularnega filma in mene prav zanima, kaj boste izbrali vi. Torej, če vas zanima, kaj vaše število življenjske poti govori o vas, si lahko to preberete tudi na moji spletni strani, izračunate še kakšno drugo cifro, vabljeni torej na www.lili-sorum.com, tudi na mojem YouTube kanalu je veliko vsebine, v katerih lahko prepoznavate sebe, vzemite si čas zase, predvsem pa si vzemite čas za igrivost. In predvsem upam, da se vidimo naslednji ponedeljek ob 8. zvečer na ETV, ko bomo povedali malo več znova o numerologiji. Do takrat pa uživajte. Pa, pa!